Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Nalašč si jo je odrezala. Julija Adlešič, Sebastijan Abramov in njegova starša so priznali poskus zavarovalniške goljufije v zloglasnem primeru odrezane roke. Če bi jim poskus uspel in zdravniki nesrečni Juliji roke ne bi uspešno prišili nazaj, bi pokasirali 1.166.300 evrov odškodnine. Znesek, ki ga več kot očitno niso jemali z levo roko. Sedaj pa se lotimo 41. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali grda politika, zakaj se nam je politika tako priskutila. Kdo si želi, da bi se nam politika zagravžala do amena, nam bosta povedala naš posebni gost, dr. Bernard Nežmah in naš stalni komentator, dr. Igor Lukšič. Dobrodošla. Dobro večer. Ja, večer. Bernard, če midva začneva. Zdaj nekako se zdi, da v intervalih prihaja ta posebej negativen odnos širše javnosti do politike. Zakaj po tvojem mnenju smo zdaj spet v tej fazi, če smo v tej fazi, da se nam je politika ali pa večini ljudi zagabla tako rekoč do konca? Ja, jaz sem, tako bi rekel, malo skeptičen, je to glih nov pojav. Če gledamo volilno udeležbo, ta ne pada ne vem kako. Potem sodeč so ljudje politično v smislu volivcev enako aktivni. Je pa res to, kar vidimo, da imamo bi rekel, veliko agresivnost, rečemo, do nasprotnika. Tako da nam kdaj deluje politika kot nogometno srečanje, ker gre za to samo, da ena stran zmaga in da vsebina niti ni pomembna. Jaz tisto, kar vidim odsotnost ljudi v politiki, so mogoče pri temah, ki jih ne lansirajo politične stranke. Kar uspešen primer smo imeli nedavno v Anhovem, kjer so domačini se že desetletja borijo za svojo vodo. Na koncu jim je pač uspelo, da je Državni zbor sprejel v proračunu sredstva za nov vodovod. To bi bil primer politike, kjer bi rekel, prebivalstvo samo določa temo in problem. Recimo, po drugi strani imamo pa zame izjemno apolitično Ljubljano, kjer imamo v zadnjih časih, zadnjih dneh, rečemo, polemiko v časopisih o tem, a je župan neupravičeno ali upravičeno bi rekel, prepovedal mašo za domobrance, kjer je vsa stvar pravzaprav dvakrat neverjetna. Prvič je to, da se politik diskriminira mrtve, da imamo pač dobre in slabe mrtve, kar je pravzaprav nenavadno, da ljudi deli še po smrti. Po drugi strani je pa res, da je ta tema zadeva je simbolna, zadeva pač neke ljudi, medtem ko krucialno vprašanje ali poplave v mestu, ker se je skazalo, da je kanalizacijski sistem tako problematično narejen in količina betoniranega, asfaltiranega tako velika, da bo to permanentno vprašanje. O tem pa ni polemik ali pa dialoga recimo o zdaj grozovitem povečanju parkirnin v mestu, kjer je župan povečal za 50%. Nekaj, kar ljudje uskepijo pri parih procentih, tukaj pri 50% niso. Se pravi, nekaj, kar je meni zanimivega, da v temah, kjer bi pričakoval, da se bodo posamezniki organizirali pa zahtevali svoje pravice, hotenje, želje po preoblikovanju realnosti, tam tega ni. Ampak zdaj, zakaj se tega ni? Mediji evidentno promovirajo samo te klasične politične teme, ki so že, medtem ko ostajajo gluhi za skupine pobude državljanov, kjer bi radi reševali ali pa osvetljevali probleme njihovega vsakdana. Tako da jaz to
če bi že gledal grdo politiko ali pa indolentno, sem malo hočem reči, da vidim problem, da sistem na nek način je precej mrtev. Vse kakšne velike razlike ni, če vzamemo partijski čas, ker so se ljudje oglašali samo takrat ali pa bilo pričakovanje, da se oglasijo, ko je treba podpreti smernice, ki jih je postavil Tito, drugače drugih tem pa niso imeli pravico. Zdaj je ta razlika, da imamo več opcij političnih, kjer jih posamezniki podpirajo eno ali drugo, ognjevito ali pa manj, medtem ko vse, kar bi pa prišlo od, bi rekel, iz ljudstva, je briskirano. In to ni problem politike, to je problem medijev. Mediji, osrednji mediji, ki so zaprti ali pa praktično zaprti za vprašanja civilne družbe. Igor, zdaj bo 60 let mineva od nastanka politologije ali pa pač od začetkov politologije pri nas v Sloveniji, zdaj ti kot vodilni slovenski politolog, koliko je zdaj politika po vsem tem času izmostrena v tem, da pač premaguje to neko elementarno nezaupanje ljudi ali pa to pač ta negativni odnos ljudi do politike? Od vsega začetka je politika bila vsaj v dva diametralno nasprotujoča si kosa ali pa bloka. Na eni strani imaš politiko kot dominacijo, kot jo razumejo predvsem elite in razumejo, da je polje politike sprejemanje odločitev za ljudi. Po drugi strani imaš pa politiko kot polje svobode in osvobajanja, kot tisti ljudje, ki niso bili na pozicijah, mislijo, da če se politično organizirajo, lahko pridejo zraven. In tako smo imeli na prelomu prejšnjega stoletja od 1900 naprej širitev tega polja politike in državljanstva, vpoklica, svoja volilna pravica se je širila na vse ljudi in zdaj smo tam, ko imajo v glavnem vsi ljudje volilno pravico, ne glede na barvo kože, spol, starost, kar 18 plus. In zdaj je ta vera v to, da se na polju politike da narediti nekaj več, je skopnela, vsi smo zraven, nobenega ni več izven. In zdaj je vprašanje teh tem, katere teme so dovoljene, o tem, kar je Bernard govoril. Bernard je govoril o nekih teh stvarnih temah, se pravi to, s čimer naj bi se ljudje ukvarjali. Ampak če se ti hočeš ukvarjati s čimerkoli, rabiš ti infrastrukturo. Ti rabiš neke organizacije, neke mreže, ki delujejo. Poklicne organizacije. Recimo v 20. stoletju so to bile stranke, so to bili sindikati, so bile interesne organizacije. Zdaj pa je vse to šlo. Strank ni več, obstajajo samo poslanci pa vodstva strank, ki nam vsak dan nekaj sporočajo prek tweetov in ne vem kaj. Obstajajo ministri, ki se jih smetari na ulici, se pravi, niso šli skozi strankarsko sito ali pa neko politično socializacijo ali neke interesne organizacije, da se saj v neki gospodarski zbornici se politično socializirajo ali pa v katerikoli organizaciji že, tudi v športni, pa tega ni. Ker ni te infrastrukture, nekdo, ki začuti problem, recimo ta problem, ki je Bernard omenjal, zvišanje parkirnin, ti nimaš na koga nasloviti, lahko direktno, sistem je tako postavljen, da ti lahko na svetnika ali pa v četrtnem odboru Ljubljane sporožiš ta problem, pa potem to pride do svetnika in do sveta, ampak si že zamudil, ker odločitev je že sprejeta, adijo, post festum ni več nikogar, ki bi to postavil na dnevni red. Se pravi, mi nimamo enostavno neke mreže, ki bi politično pretresala tudi tovrstna vprašanja in bi saj grozila, ta mreža, ta aktivna mreža, napetost v tej mreži, aktivni ljudje bi grozili z obstojem aktualni oblasti ali svetu ali pa županu, da to vrstnih odločitev enostavno ne bi sprejemal. In enostavno te napetosti mi v sistemu nimamo. In zdaj, ko so oblastniki to ugotovili, imate tega čez zdajle več.
ne, da sprejemajo neke odločitve, ker vejo, da nobenih konsekvenc ni. Važno, da ti imaš neko večino, ki sprejme odločitev, ker nova večina se enostavno ni sposobna konstituirati. Da bi pa nekdo zdajle iz nič zbral skupaj neko iniciativo, ki bi preprečila ali pa vrnila nazaj odločitev za povišanje tehle parkirnin ali pa kakršnakoli taka odločitev, je pa enostavno nemogoče, ker so vsi toliko individualizirani, da on bi se že pritožil ali pa probal to narediti kot posameznik prek sodnega sistema, ne, kjer je možno to doseči in večina ljudi se zdaj aktivira prek sodišč, ne, tudi v politiko interveniralo prek sodišč, ker tam lahko kot individuum nekaj narediš. In tisti, ki ima denar, plača odvetnika, se sestavi neka pritožba ali tožba ali karkoli in poskušajo prek tega. Politično, na političen način pa enostavno smo depolitizirani, ne, nobena struktura več ne deluje in to je zdaj enostavno ali treba nazaj postaviti, ali se pa s tem sprijazniti, da tega ni. Nič, predlagam, da si boš ti si kaj navezal, izvoli. Pripombo, Igor ima v grobem prav, da ni infrastrukture, ampak tudi tam, ker je infrastruktura na voljo, iz nje ne pride nič. Vzamemo še en primer. Ljubljana je trenutno najbolj, kako bi rekel, najbolj katastrofalnem stanju pri evropskih mestih, kar zadeva plavalne bazene. Celo Tirana, Albanija, ki je bila vedno sinonim za podrazvitost, je pred nami. In kaj je tukaj pravzaprav možni razlog? Tukaj pa imamo institucije, kot so plavalne zveze, olimpijske komiteje, ki bi lahko imeli se pravi agendo, postavimo toliko in toliko bazenov, da bomo dosegali, in tudi ortopedi, zdravniki bi lahko to podpirali. Ampak te ne počnejo. Skratka, tudi institucije, ki so tukaj, katerih bi rekel poslanstvo je ravno v tem primeru širjenje te plavalne infrastrukture, tukaj ne deluje, ker prevladuje ena nova ideja, moderna, da ko bomo imeli, smo v letu 90 nekako veljali, da ko imamo politične stranke, te opravijo namesto nas. In tam, ko bi se lahko angažirali, ali pa primer teh parkirnin, lahko bi bila avtomoto društva, avtomoto zveze, ki tam so pravzaprav avtomobilisti in bi lahko to v svojo agendo delovanja vključili. Ampak pravzaprav te kulture ni, kdaj bi rabo tudi kakšen zgled, zgledov ni in še manj taki, ki bi mediji afirmirali, kako se da na kakšen način pravzaprav vstopati in vse se zamejuje na klasična politična vprašanja. Civilne družbe se zelo rade angažirajo, kadar imamo temo, ki odkoli tako že v parlamentu bi rekel na nek način obravnavajo. Bernard, ko si omenil agende, del naše agende je tudi to, da imamo odmor za oglase, skratka čas je za oglas, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj se nam je politika tako priskutila. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Bernard Nežmah in Igor Lukšič, pogovarjamo pa se o tem, zakaj se nam je politika tako zelo priskutila. Igor, zdaj Bernard pravi, stranke ne upravljajo svoje vloge, ljudje računamo na stranke, stranke tega svojega ne naredijo. Kako ti to recimo komentiraš? Kaj je zdaj tisto, če niso stranke, kar nadomešča ta strankarski moment v politiki? V resnici ga nič ne nadomešča, ampak recimo, če gledamo te stare posnetke, kako so ljudje tam okrog prve svetovne vojne pa druge šli množično na ulice in so tam doživljali neke katarze, se borili za neke velike zgodbe, skratka, bili emocionalno zelo angažirani. Zdaj ljudi ta politika na ta način enostavno več ne poteši in ni treba iti na ulico, da tam to doživiš. Zadosti, da gledaš televizijo, da si na Twitterju, da spremljaš poročila, se pogovarjaš z ljudmi in te to emocionalno popolnoma napolne.
Večina ljudi itak nima dolgoročnih nekih namenov z javnostjo in z državo. Ampak tisto, kar je umanjkalo so velike vizije, ki so bile značilne za 20. stoletje, pa kakršne koli so bile, ki so potem angažirale širše ljudi z neko vero v eno drugačno prihodnost, ki je skozi fašizem peljala v vojno, skozi socializem pa nazaj v kapitalizem. Se pravi, da za to emocionalno potešitev ljudje ne rabijo več te politične infrastrukture, s telesi hoditi nekam in to v živo dati skozi. Ta del politike, ki pa stavi na to, da bo nekaj naredil, se pravi nekaj obljubil, postavil neke cilje in potem to speljal, se je pa izkazal za neploden. Zakaj je neploden? Ker smo tako že zelo institucionalizirani, hiperorganizirani, da vse, kar je na nek način vredno ali pa smo smatrali za vredno, je že postavljeno kot institucija. Prav, tebi se ni treba zdaj politično boriti za izobrazbo in tako naprej. To že zdaj imaš in lahko dobiš dostop do izobrazbe brez problema. Edino, okrog česar se preliva ogromno žolča, je problem zdaj zdravja, ne, v COVID situaciji zlasti, ampak to je pravzaprav še edina taka vroča tema. Ampak tu smo omejeni, ne, omejeni smo s številom zdravnikov, s številom bolnikov in tako naprej. So neka materialna dejstva in tudi z nekimi sredstvi. In znotraj tega velikih premikov ne more biti. Ljudi se šopa, kot da je možno jutri narediti neko blazno revolucijo, kot da ti lahko iz neke kočice postaviš neko hudo vilo, kot da lahko na morje greš na neko jahto in da je to v enem tednu možno. Ne? In to enostavno, ne, te velike obljube, to šopanje ljudi s tem, da se da radikalno spremeniti naslednji dan že tvojo pozicijo, so največji pravzaprav fake news. Ne? In ljudje bi se mogoče za eno tako stvar še angažirali in organizirali, ampak v to seveda ne verjamejo. Hkrati pa bi radi to spremembo. In jasno, da se ti razočara nad vsako aktualno politiko, ker ne dosega tega cilja, ker ga ne more dosegati. Katerakoli politika tega ne more dosegati. Ja, jaz bi izkoristil tole Igorjevo navedbo dveh terminov, konceptov. Eno je vizija, drugo je ta emocionalna popolna zadovoljnost. Kaj to pravzaprav implicira? Tele emocionalne reakcije so hipne. V hipu lahko izrečem s podporo taki drugi ideji, bes, jezo, navdušenje. Medtem ko vizija predpostavlja čas. In ta čas ni hipen, ni to izdobje narcisizma, ki se užitek lahko zgodi takoj, ampak to lahko traja desetletja. Borbe, ki se bodo vile še dolgo obdobje. In v tem je pravzaprav en v resnici resen problem, da so ljudje pripravljeni svojo energijo vpreči v takojšnjo satisfakcijo, rečemo čustveno. Če dam spet ta primer, recimo vzamemo vprašanje, zato ko meni se zdi resno krucialno, ta invalidnost oziroma zaplankanost Ljubljane, ki pač nima bazenske infrastrukture. Zdaj, v čem je izhodišče? Izhodišče je to, da ljudje nekako verjamejo, župan Zoki bo zrihtal. Skratka, ideja je to, da moraš imeti blizu njega nekoga, ki ga bo uspel prepričati, da se v to splača. Zdaj, v tem primeru je seveda zelo banalen problem. Če župana zanimajo ceste, kafiči, nima nobenega odnosa, ker ne plava, nima odnosa do bazena in mu to nič ne pomeni. In tukaj pride pol frustracija, a ga bomo uspeli prepričati ali ne. Po drugi strani bi pa lahko seveda ustanovil en odbor plavalnih društev, ki bi postavili agendo, rekli, hočemo 2 zimska bazena, še 4 letne, in se potem dnevno, mesečno angažirajo v tem, vedoč, da ne veš, kdaj bo prišlo do te realizacije. Je to projekt, ki
Tako kot kaj s tem, ženska volilna pravica ni prišla čez noč. Je to šlo desetletja, desetletja idejnih bojev in pri teh stvarih je ta implikacija, da se splača boriti, tudi če takoj neposredno ne dobiš, če izgubiš. Da na dolgi rok vztrajaš in morda lahko dobiš. Če vzamemo dejansko ta Anhovo je primer, ko so se ljudje bi rekel, bentil in organizirali več kot desetletje. Ampak res je, da ta tema je tam tako krucialna, ki neposredno ogroža zdravje in življenje na nek način. Ampak po drugi strani je pa, da bi imel pa ta kanon, da bi videl, da se splača vztrajati tudi pri vprašanjih, vizijah, ki ne veš, kdaj bodo realizirane, bi pa seveda rabil kakšne medijske podkrepitve, kako pa kljub vsemu, kdaj to uspe. Skratka, ljudje rabijo imeti znake, da se nekaj kljub vsemu splača, da vztrajamo tudi pri, rečemo, velikih temah, za katere se ta hip sploh ne zdi možno, da bi bile realizirane. Zdaj, Igor, ta atomizacija na nek način politike ali pa politikov, kot si omenil v prvem delu oddaje, si govoril o poslancih, se mi je zdelo zanimivo zdaj recimo pri sprejemanju aktualnega proračuna, pa se je zmeraj podobna zgodba. Eden izmed opozicijskih poslancev je rekel, da je spravil v proračun amandma za neko cesto pa krožišče tam v svojem volilnem okraju in bo zdaj podprl proračun zaradi tega. Potem ga je nekdo vprašal, kako si ti podprl proračun, če pa ti pa tvoja stranka govorite, da je proračun generalno gledano ni razvojno naravnan in tako naprej, skratka, da ni v redu. In potem je rekel, ja, bom podprl proračun tako, da se bom vzdržal pri glasovanju. Zdaj zanima, to je v bistvu neko srednjeveško dojemanje politike. Se pravi, cesta, krožišče, pa pol cesta od unga pa krožišče, to neminovno vodi do tega, da seveda število cest pa krožišč v Sloveniji je omejeno, ker bomo vsa naredili, nam bo zmanjkalo idej, oziroma nikoli ne bomo imeli toliko denarja, da bomo vse ceste pa vsa krožišča naenkrat naredili. Problem je v tem, da je politika večdimenzionalna. To, kar opozarja Bernard, pa to, kar si ti rekel zdajle. Ena stvar so te materialna dejstva, drobne stvari, ki ljudem ali pa posameznim skupnostim ogromno pomenijo, kaj je nek vrtec v občini. Ampak zdaj, če je pa vrtec stvar in lastnina občine, potem bi predvsem občina morala v to investirati, ne država. Parlament in država, recimo, če govorimo o tej politiki, nacionalni politiki, bi morala voditi državo, pozicionirati državo. Naš problem je, da gledamo na politiko tudi nacionalno, predvsem kot vprašanje teh drobnih interesov, kam bo šlo kaj denarja. To ni zanemarljiva stvar, je pomembna stvar, ampak ne more se pa vse na to reducirati. In potem to kupčkanje, da ti moraš večino za proračun, recimo, ki je temeljni državni akt, o tem, kam bo šla glavnina sredstev oziroma koliko gre za te glavne državne zgodbe, se ti potem pogovarjaš okrog ene ceste ali pa 5 kilometrov železnice ali pa zaprtju nekega rudnika in to potem posamezni poslanci izsiljujejo. To tisti ljudje, ki govorijo, kako so zelo močne stranke, ne vejo. V resnico zelo močni poslanci, ker strank ni. Stranka ni toliko močna, da bi disciplinirala poslanca, ker na koncu poslanca izvolijo volivci in stranka da na listo tiste poslance, ki so izvoljivi. Se pravi, to je en sistem, ki pač funkcionira. Tako da te velike teme izginjajo, okrog velikih tem se ljudje blazno emocionalno angažirajo, niso se pa pripravljeni angažirati politično. Politično pomeni, da se ti angažiraš na fronti, dolgoročno, za dlje časa, to, kar je Bernard prej govoril, se pravi za nekaj, kar se mogoče niti ne bo realiziralo, ampak vendarle ti si tam. Ti si zato, da boš imel, ne vem, za dvig kvaliteto življenja vseh ljudi, kar pomeni, da je treba delati neke korake. Večina ljudi se pa angažira za neke trenutne zgodbe, za neko emocionalno satisfakcijo, se pravi, da se kakšnemu ministru glava odbije, da kakšen dinar več pade v žep, ali da nekdo drug ne dobi nečesa, skratka za te zgodbe. In te zgodbe pritegnejo bistveno več ljudi.
In zdaj smo v situaciji, ko veliki premiki niso možni oziroma se dogajajo na enih drugih ravneh, ne v tej COVID zgodbi. V nacionalni politiki veliki premiki niso možni zaradi tega, ker imamo zacementirano vlado, in čakamo na volitve. Zelo podobno je bilo, samo to so doživljali pač na drugi strani bolj prizadeto, se pravi desni pol, zdaj pa živci izgublja levi pol. Ampak podobno, ti v 4 letih, ko imaš mandat in imaš neko situacijo v državnem zboru, ne moreš bistveno spreminjati razmerij. Lahko se pa vključiš in spreminjaš, nekaj dobrega delaš za državo. In zdaj, tovrstnih ljudi nam manjka, ki bi znali v vsaki dani situaciji za Slovenijo narediti največ. Teh ljudi nam manjka, ne? Imamo jih pa ogromno teh, ki so v vsakem trenutku pripravljeni zase narediti največ, največ pa naredijo in to tako razumejo, da delajo konflikt. Ker edino skozi konflikt pridejo v javno pozornost, kar pomeni, da apolitično delujejo. Ja, tukaj je še ena pomembna razlika med državno pa recimo občinsko ravnjo. Pri proračunu zdaj, kot je Igor omenjal, recimo te igre, kako bi nekdo za svojo lokalno popularnost nekaj v proračun vštul in se to mora jasno razbobnati, da ljudje pol vejo, da je on to zrihtal. To so prej anomalije kot ne. Na ravni občin so pa te stvari možne, ampak tukaj bi pa rabil zakonodajo, ki bi to postavila. Recimo, to so participativni proračuni. Veliko mest jih dobrohotno že ima, nekatera, recimo pač glavno mesto, tega nikakor noče vpeljati. Namreč, kaj naredijo participativni proračuni? Na nek način dajo ljudem možnost, da bi kanal, po katerem se lahko organizirajo in rečejo, mogoče bi pa mi ta projekt imeli. In potem se tak projekt lansira in se glasuje. In zato, če bi imel to mrežo, bi vsaj en del populacije lahko vpeljal, če bi rečem čista stari izraz, med aktivne državljane, ko je državljan ta, ki lansira agendo političnega delovanja. In tukaj bi recimo z zakonskim sprejetjem obveznega participativnega proračuna na ravni občin veliko spremenil to slovensko realnost. Koliko je dojemanje politike kot take odvisno od dojemanja politike aktualnih nosilcev politične oblasti? Namreč danes smo imeli en zanimiv primer na družbenem omrežju, en poslanec opozicijski Socialnih demokratov objavil pač en status, kjer problematizira neko objavo predsednika republike na Instagramu, in ta poslanec pravi, mi smo tik pred državnim udarom, opozicija se trudi na vse kriplje, da ohrani demokracijo v Sloveniji, predsednik republike nam pa sporoča, če razberemo pravilno, da je jedel čips pač sred noči. Zdaj, tisto, kar je zanimivo pri tem, je, da je pač ta poslanec iz stranke, ki je 2-krat podprla tega predsednika republike na volitvah in ki je prej bil dolga leta predsednik te stranke. Zdaj, a se je toliko spremenilo to percipiranje politike po vajenem mnenju, ali je enostavno pač so te zorni koti toliko drugačni iz različnih pozicij, da nikakor ne morejo priti skupaj, ker ta fascinantna se mi zdi razlika med čipsom sred noči, pa na drugi strani, da smo tik pred državnim udarom, je kar v nebo vpijoča. Ja, zgleda, da pokrivamo vse spektre političnega prostora, in da jih takole lahko javno objavljamo. In to, da je predsednik popolnoma pomirjen s to situacijo in to, da je kolega Koprivc na trnih. To je dobro, da imamo mi na vseh registrih neke spremljave tega, kar se s to skupnostjo dogaja, ker to polni skupnost. Je pa seveda problem, ker smo mi majhna skupnost, in to boleče deluje oziroma deluje zelo nekredibilno. Ti 3-krat to objaviš, se razburiš nad predsednikom, ga opozarjaš na državni udar, državnega udara po 3 dneh ali pa recimo po pol leta ni. In zdaj, kdo je tle kredibilen, konfliktna situacija pa še zmeraj vztraja.
Seveda, to ni moteče. Naj vsak igra svojo vlogo, vsak nabira svoje volilne glasove, vsak se pozicionira. Tudi kolega Koprivc je pač ta en manj poseben politični stil, ne. In to se mu je obrestovalo. On je zaradi tega prišel v parlament, ne, premagal 2 bivša ministra v svojem volilni enoti, ne. Tako da zgleda, da je to za pozicijo njegovo dobro in pač to bo počel naprej. Seveda pa morajo ljudje imeti zase neko prepričanje in reči, čak, okej, daj se ti malo ustavi oziroma delaj kar češ, to ni kredibilna ocena situacije, ne. In tudi teh ljudi nam manjka. Recimo Bernard je prej govoril o medijih, ne. Če bi mi imeli tle več tovrstnih komentatorjev, ki bi znali to postavljati v neke realne kontekste, zakaj je to nekdo rekel, da ti potem ljudem širši javnosti, ki ne poznajo relacije, recimo predsednik države pa Marko Koprivc. Mi dva veva, da Marko Koprivc nikoli ni imel dobre besede do Pahorja in da bo izkoristil vsak korak zdaj tudi javno, da ga nabija. To ni nobena skrivnost za tiste, ki to poznamo. In zdaj komentatorji bi morali znati umeščati te zadeve, da tistim ljudem, ki ne poznajo teh stvari, da povejo, da to ni nič groznega, da to nekaj, kar... Del folklore, ne? Ja, sam tle gre onkraj tega, ne. Tle ni samo vprašanje komentatorjev. Če nekdo trdi takšno nebulozo, da je vlada izpeljala državni udar, to je čisti absurd. Državni udar vedno izpeljejo proti vladi. To je popolni nesmisel. Mogoče je mislil, da oni so tik pred državnim udarom, predsednik pa namesto, da bi ga podpiral, pa je čips, ne? Če se še malo hecamo naprej. To bi rekel, kaj on misli, da se mi zdi čisto irelevantno. Zdaj, državni udari ali pa puč vlade, ne, bi bil vse, če bi odpovedala volitve, razglasila izredno stanje morda. Če so pa volitve razglašene, ta isti predsednik jih je celo določil že datum. Je to govorjenje popolna zloraba pojmov in besed. Tle ne gre za komentatorje. Tukaj bi same televizije lahko, oziroma vsak novinar bi mogel biti po stanju, da pa presodi, a je to državni udar ali ne, in da da tak izjavi status, bi rekel, popolnega hujskaštva. Tle to ni neka resna ocena ali pa merodajna ocena česarkoli. To je klasična etiketa v smislu psovke, ki ni z ničemer povezana z realnostjo. In ta pohod teh radikalizmov, ki smo jih poznali predvsem prej na recimo Facebookih in teh socialnih omrežij, se zdaj mirno razširil v osrednje medije. V srednjih medijih uporabljajo isto izraze, enako nonšalantno to pač televizije spremajo in javljajo, kako je nekdo govoril o državnem udaru. In ta ignoranca pravzaprav novinarjev, ki skrčijo kdaj svoje delo samo na to, da javi, kaj je nekdo rekel, da bi pa to postavili v kontekst, ima to kakršnokoli težo ali pa smisel, je pa precej usodna za vzpostavljanje aktualne mentalitete na Slovenskem. Zdaj, v čipsu niste nič rekla, ne? Zdaj me zanima, a je ta čips tudi lahko del problema, ker ne, če bi zdaj hotel predsednika pač ne z državnim udarom, pa s čim drugim pač postaviti v neugoden položaj, bi lahko razvili tezo, ne, ljudje umirajo, bolnišnice so polne, predsednik pa je čips. Lahko bi se spustili tudi na to raven. Ja. To ni verjetno raven oddaje Faktor. Pol ne bi bila Faktor, če bi se na tak način... No, ampak sej pravim, ni za pričakovati, da ne bi bilo takih reakcij kje drugje, ne? A je to že vnaprej? A predsednik to že vnaprej ukalkulira po vajenem mnenju, ne? Mu je pač vseeno, ko ima tokrat čips, ali je pač premalo... Jaz mislim, da gre za hujši premik. Konec koncev so pri naravoslovnih predmetih v šolah se učili malo racionalnega razmišljanja. Da izpeljava mora biti utemeljena, mora biti, ne vem, proti izpeljavo. Danes smo prišli do tega, da lahko povežeš karkoli. Da povežeš, če ima nekdo rad čips, da je s tem pristaš, ne vem, pučizma, ne. Kar načelno, seveda, ti kot posameznik lahko misliš karkoli, ne. Lahko misliš, da je sonce manjše od zemlje, da zemlja kroži, mislim, karkoli, vse norosti, lunatičnosti so dovoljene.
Sam problem je seveda, da mediji tukaj pravzaprav nimajo najbolj osnovnega filtra neke racionalnega presoja. Meni je bilo nedavno, ko so imeli v parlamentu, so preiskovali, je imela politika vpliv na kadrovanje policije, je bilo zame nekaj absurdnega. En odstavljeni pravi, ja, da mu je šef policije, prvi direktor policije rekel, ja, da so mu to naročali. A ne. Ta isti direktor to zanika, imamo torej eno izjavo proti drugi, ampak to ne moti osrednjih televizij, da javljajo, kako je komisija zdaj ugotovila, da imamo dokaz za neposredno nastavljanje. Ne. Skratka, tukaj nam manjkajo, skratka, v klasi, že v sodstvu, taka stvar ne more priti. To, da ti ni treba utemeljiti malo, pa pojasniti globje, zakaj nekaj trdiš, pa za nečem stojiš, je spremenil, pravzaprav, kako bi rekel, osrednje medije v podaljšek Facebooka, če tako rečem. Igor, kaj se bo zdaj v prihodnje dogajalo? Se bo ta odnos do politike še negativen še povečeval, bojo ljudje še manj zadovoljni s politiko? Paradoks se mi zdi, da kakor zdaj se pogovarjamo, imamo čedalje manj politike, ljudje imamo pa občutek, da imamo sam še politiko, tudi mediji nam sporočajo, da imamo politike bistveno preveč. Zato, ker se nič velikega ne dogaja in se ne more zgoditi, ker so se sodobne družbe tako dobro organizirale in centri moči so to nepremagljivi. Politika je pa prostor, kjer naj bi se dogajale. To je prostor obljub velikih sprememb, prostor širitve svobode, prostor možnosti. To imamo izkušnjo iz 20. stoletja. In ta visoka pričakovanja, ki se jih nekako goji, so zdaj vsa ali pa v večjem delu postavljena na politično področje. Ker prišle bojo nove volitve, lahko se zgodi ogromno. Angažiraj se, ustanovi stranko, podpri pravega, podpri mene, podpri njega, podpri ne vem koga in vse se bo spremenilo, vse bo drugače. Nič ne bo drugače, ker politika nima te moči. Politika je imela moč v antiki, ker je bila ločena od suženjskega sistema, ki je zagotavljal pač dobrine. Imela je moč v začetku 20. stoletja, tam do 75, dokler so se delavske množice organizirale in tako naprej. Ko se je pa to zgodilo in so bili efekti, recimo zlasti po drugi svetovni vojni v velikem premiku družbenega bogastva na stran tudi dela, takrat je to dajalo neko upanje in so se ljudje angažirali in so v to verjeli, ker so bili tudi rezultati. Od 80. leta naprej se pa angažma ne pozna več. Seveda mi v Sloveniji smo verjeli, da angažma nekaj pomeni, smo v 90. letih pa v 80. se angažirali za spremembo, ampak zdaj, ko smo zelo trdno organizirana družba, ko imamo zakone in ko sodstvo mele, ko smo se individualizirali in razbili kolektivne forme delovanja, jasno, da politika ne more izpolnjevati teh velikih pričakovanj. No, naš rezultat je ta, da smo prišli do konca oddaje. Tako da dr. Bernard Nežmah, dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o grdi politiki že 645. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj bo Državni zbor opravil razpravo v zvezi s korupcijo in mafijskim upravljanjem države. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.